Radio SI Main Stage. Tako 8:24 minut, kot smo napovedali, točenje Gušti. Miha Guštin, Gušti, lep pozdrav. Lep pozdrav in dobro jutro, če je še dobro jutro. Ja, do 10 uradno, zdaj pa po počutju pa je lahko za koga že tudi dober dan, ne? Ja, danes smo se res zgodili vstaviti, tako da bi lahko bi že dober dan, ampak načeloma je to kar jutro. Življenje glasbenika je ponovadi zvečer, tudi po noči rečemo, no? Ampak zjutraj, jutrajni koncerti so pa nekaj posebnega, ne? Izziv tudi za telo, za glas, za glavo. Še posebej, če se moraš res zgodaj zbuditi, da prideš do Maribora, ampak za poslušalce in za osebje si absolutno to naredimo. Koliko je tunelov do Maribora? Jih niste šteli, ne? Jaz sem jih štel, ker sem bil geodet in sem včasih to delal. 2 sta pri Golo Rebro in Pletovarja sta pri Slovenskih Konjicah. Mislim, da je pa to Pa trije po Trojanah. Ja. Ja, nekaj jih je zdaj, kaj ta še je. Na zadnji jih je štel ali en, ampak dobro, tista je druga zgodba. Skratka, nekako si rekel, 40 let tu nekje, se ukvarjaš z glasbo, ja. In odločil si se izdati album, odločil si se prirediti koncert. Kako je vse skupaj se zmešalo? Rekel sem, da takrat, ko mi je oče kupil kitaro, se pravi, pred 13 letih sem jaz dejansko začel glasbo doživljati čist drugače. Nisem jo sam poslušal, sem jih tudi hotel slišati in ko držiš enkrat v roki kitaro, ne, si rečeš, no zdaj sem pa lahko en del take širše glasbene družine, ki se reče scena, in sem hotel biti del te scene. Čeprav nisem niti v sanjah si mogel predstavljati pred 13, da bom kdaj pisal komade, da se bojo te komadi dejansko vrteli po radijih, da bo ljudem dejansko všeč te komadi in da bojo prepevali čez nekaj časa te komade. Ampak ja, od tega trenutka, ko sem dobil akustično kitaro, sem dejansko glasbo začel poslušati čist drugače. Tako da od tega trenutka jaz praznujem nekako 40 let glasbe. Najprej nisi bil frontman, ne? Ja. Vsaj kar se tiče Bigfoot Mame, no? Kjer si bil eden izmed glavnih piscev. Pravzaprav takrat si bil kitarist, Grego ste dali za frontmana, ne? Ja, mislim, Grega je rojen za frontmana, ne da smo ga dali. On nekaj, ki ga vidiš, veš, da spada biti frontman, ker dejansko je rojen za frontmana. Ampak ne, potem si pa rekel, ok, ta neka zgodba z Bigfoot Mamo se je zaključila in leta 2002, kar je tudi zdaj že 22 let, ja. Je bila najprej Gušti in Polona. Ja, jaz takrat se še sem se počutil fajn, če sem zgolj sem opisal in bil neke vrste frontman iz ozadja. Polona je prišla res takrat kot naročena in po prvem singlu Mine leto, ki je prišla odpeti samo en komad, ne. Je bil to neka svežina v slovenskem popu, da je scena zahtevala, da se Gušti in Polona nadaljujete, in potem bilo jasno, da mora narediti celo plato. In je potem do 2008 sva sodelovala s Polona in sva naredila en tak lep šopek komadov, ki so tudi danes neki zimzeleni na slovenskih radijskih valovih, in res nam lepe spomine in sem tudi zelo ponosen na to obdobje. Sem tudi zelo ponosen na Bigfoot Mamo in na vse, kar sem naredil. Dejstvo pa je, da je to, kar smo naredili s Polono, ne vem, če je pol še kdo lahko nadaljeval v takem stilu, ker Polona je imela res en tak lep žameten vokal. In moram reči, da te komadi, ki so jih s Polono v bistvu ustvarila, imajo za moje pojme tak poseben predal v slovenskem popu. No. Res je, in takrat je tudi sam zvok, ne? Ja. Malce elektronskih bitev, malce drugače. Takrat sta Žaretom nekako kombinirala kaj in kako. To je bilo takrat kar smelo, če se knjižno izrazi. Ja, zelo smelo in tudi zelo, zelo avantgardno za slovenske čase, za slovenski pop. In tudi moram reči, da ga niso takoj vsi razumeli. Šele po dolgem času, ko Polone več ni bilo, ker zdaj živi, slišim, zdaj pa meni to ful všeč. Na začetku so tako dost konzervativno gledali, mogoče tudi kakšni radiji. Vse, kar sem dobil, jaz sem dobil to urbano žensko publiko. Takrat, ne, rockerjem sem zaril nož v hrbet, ker to je pač, to se ne dela, ne. Ampak dejstvo je, da je ta glasba ostala in še danes zveni, kot da je moderna. No? In to je nek, se mi zdi, tak plus glasbe, da kadarkoli jo slišiš, ima pridih sodobnosti pa svežine. Seveda so se potem reči spremenile, sodeloval si tudi z drugimi pevkami. Ja. Kako je recimo danes izvajati te komade? Jih sam zapoješ ali jih ni na repertoarju na koncertu recimo? Ne?
Za komad od Polone imam skozi sabo žensko pevko, v tem trenutku je to Lere Lagarda Ventura, s katero sem nastopal na EMI. Tako da Lere hodi z nami na koncerte in v bistvu odpoje komade od Polone. Tega se ne bi spravil jaz spet, to je res, ne bi nikoli to pel, ker ne morem. Ne? Plus tega so res toliko feminilno ženski vokali, da težko to moški zapoje. Ne? Dobro, Gušti, glasbeni premor si bova privoščila The Black Keys in Lonely Boy. Black Keys nekako muzičari za muzičarje, ne? Se pravi, glasbeniki velikokrat rečete, da rade poslušate recimo Black Keys, ne? Nekaj je na tem, neka patina je, ne? Veš kaj je meni všeč? Jaz sem se malo, ko sem šel iz Bigfootov, sem se malo naveličil tega rock'n'rolla, garažnega sounda, ampak ko slišiš Black Keys, še posebej ta komad, v tem rock'n'rollu, ki ga dela Black Keys, je dejansko še ful mladosti in svežine. In zato se mi zdi primeren komad, ker ta komad, kadarkoli ga bo slišal, boš rekel, rock'n'roll je absolutno zmer mlad. Ok, prisluhnimo. Radio SI, Main Stage. Tako, radio si Main Stage, Gušti je z nami, Guštijeva godba pa danes na Main Stage od 10:15 naprej s koncertom. Dotaknila se bova še set liste. Najprej mi povej, življenje profesionalnega glasbenika, ki živi od muzike, koliko je muzika še potem tu hobi ali koliko recimo fuzbal potem hobi, kako si to razdelil, ne? Da ostaneš nekako prizemljen. Točno to, kar si rekel, človek v življenju mora ostati prizemljen. Jaz v življenju nisem mislil, da se bom lahko preživljal od glasbe, nekako je nanesel in srečen sem, da je nanesel, da se lahko preživljam od glasbe. In moram reči, da še vedno tudi uživam v glasbi. Ne? Včasih je malo naporno, ker moraš skozi ne slovenski besedi, ustvarjati glasbo, ker moraš biti skozi aktualen in včasih, ko enkrat znaš komade delati, moraš tudi čakati na to muzo, na to inspiracijo in včasih pač se moraš malo posiliti. Ne? In to je edina muka, ki jo jaz vidim v glasbi. Drugače vse delam z veseljem, hodim na intervjuje z veseljem, ker se pogovarjajo o meni, o moji glasbi. Mediji se posvečajo mojim muzam, komadom. To je v bistvu zelo lepo, ne? Da ljudem všeč to. In to me dela, bom rekel, vitalnega, da delam še lahko naprej. Seveda je pa tukaj veliko stvari, če bi pa samo glasbo delal, imam pa zato veliko stvari, ki pač mi dela neko ravnovesje, veliko se športom ukvarjam, nogomet igram, imam blazno veliko prijateljev iz drugih branž, družim se z mnogimi ljudmi, tako da če bi se samo z ljudmi v glasbi, bi mi pa moja glasba malo pač zdolgočasla, ampak poskrbim za to, da imam glasbo res v smislu, da mi je še zmer draga. Ja, in to se lahko potem tudi sliši, ne? Ker če se izven glasbe se še kaj dogaja, če si odprte glave, kaj slišiš, kaj zveš, lahko kaj pokomentiraš. Življenje te inspirira in jaz pač, ko pišem komade, poberam te iskrice in drobtinice iz življenja in potem me inspirira, da napišem komad. Ne? Najprej je akord, melodijica, potem tekst, ali odvisno, kako pač nanese. Prvo naredim neko vižo, rečemo, ne, bilo kam aha, to je pa meni dober, ne, in pol začnem podkrepim za akordi, aha, to je tako. In pokaj imam vižo za refren, pol naredim še melodijo za kitico, rečem, ok, to imam dve glavne melodije in pol začnem gor delati tekst. Se pravi, tekst lepat ka domine, da besede ne pokvarijo ritmiko melodije, da ne pokvarijo to melodijo, ki mi je všeč. In ja, tako se pol pri besedah si kar dam veliko dela, ker hočem uporabljati metafore, ki niso klasično standardne posodne. Da štima klima ali kaj podobnega. Da štima klima, ja. Ok, potem imaš doma zdaj, imaš Krisa, pa imaš Šantal, ne, se pravi tudi z glasbo povezana človeka. Kako je to? Koliko je potem tega govora, recimo ob hrani, na kavču, na sprehodu? Dosti v glasbi pogovarjamo, ker smo dosti glasbena družina, ker nam je glasba tudi veliko pomeni. Dejstvo pa je, da z otroci več ne hodim na sprehod. Dobro, z njimi si za mizo, recimo. Ja, za mizo sem, Krisa več ni že 2 leti, ampak se pogovarjamo o vseh možnih stvareh, od šole pa do treba je pomiti posodo. Ja, pa smeti odnesti. Pa smeti biti navaden človek je zelo pomembna stvar, ne.
In seveda včasih nanese tudi na glasbo, kakšen komad imajo, mogoče kdaj, ko pokomentira moj komad. V bistvu mi otroci bolj komentirajo to moje pojavljanje na spletu, ne, da oči, dej, zrihti si boljše fotke, naj ti pošle večjo resolucijo, preslabo resolucijo si dal na Facebook. To meni otroci rečemo povejo, ker vejo, da živimo tega. In v njihovem svetu pač te omrežja ful pomenijo, jaz, ker sem pa old school, se mi pa fotografija do fotografije zdita enake, ampak ni res. Imaš pa zato pač feedback, no tako kot si dejal, ne, pa za Instagram, TikTok in te reči, to je nujno. Danes seveda spada k promociji, spravi, izdaš single, moreš nekaj narediti. Ja. Absolutno, to je spada zraven, sem se mogel tudi priučiti tega. Ni mi bilo najlažje, ampak sem se priučil, kako pač se fotografirati, kako nekaj zdravo napisati, kako to pol šerati, ne, pa dati pol še na story, pa na Instagram. TikToka nimam, ker to je pa le bolj za mularija, nimam te publike zaenkrat še. Tako da se bolj obvladam med Facebookom in Instagramom, to zdaj nekako sem osvojil. No pa sej ne, tudi Vine Spot takrat za mine leto je bil nekaj novega, nekaj drugačnega, na drugačen način, tako da si že takrat vedel, da je treba iti, ne, tudi s promocijo naprej, ne, da pač brez vizualije od 2000 naprej pač ne. Seveda, ne. Dejstvo je, da ta tehnika in vizualija gre tako bliskovito naprej, da moraš res paziti in dobro je, da imam mlajše, bom rekel, otroke okoli sebe, ki me opomnejo na nekakšno tako stvar, kako je treba zdaj delati. Tako pa tudi, ko se odločam za režiserje, pač malo pogledam, kdo zna malo drugače, malo bolj sveže pogledati skozi ta objektiv. In prav imaš. Dobro, zdaj te bomo pustili, da malce naredite prvo tonsko na strehi danes, potem pride še nazaj. Jet Black Diamonds, retro anorak, mladi fantje. Super so, mene spomnajo te mladi fantje iz Ajdovščine, tako imajo svoj pristop, neko svežino, jaz bi temu rekel Britpop, ne. Se mi zdi, da en tak, ne vem, so kitarski band, pa so po en stran pop, pa so rockerji, ampak na svoj način, ne. In to mi je blazno všeč, ta Brit pristop meni blazno zmer dogajajo, ne. Ker ima tak, bom rekel, malo diskoiden ritem, ampak so še zmer kitare zdravo, pa catchy refreni, pa dober tekst, pa izredno dober vokal mi je. Ja, dober vokal, dober tekst in kot se dejal, in ne silijo se biti pričeri, ne? Ja, tekst je pač o tem, ne? Ja. Kako pač je tudi v njihovi generaciji. Tako, super so. Dobro, Gušti, hvala za enkrat, Jack Black Diamonds in se vidimo. Radio SI, Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Gušti, ponovno z nami bomo rekli, no. Ja. Zdaj ste pa z ekipo že naredili tonsko vajo. Tonsko vajo smo naredili, prav fajn je gor na strehi, enkraten pogled na Maribor in na Pohorje. Kaj pa ta vetrič od zadaj te ne moti več, ne? Ne, ker je sam še vetrič, ni veter, ne. To je čisto redno. Je pa res, da boš gledal proti vzhodu, ne? Zdaj sonca nekega večjega ne bo, ampak sončna očala so včasih pri rockerjih bila del obvezne opreme, ne? Jaz kot rocker v primarnem obliki nisem nikoli nosil sončnih očal, nisem nikoli nosil nekih pokrival, klobukov, tako da jaz sem tak, kot sem. Ja, se pravi, ni bilo potrebno skriti oči od prejšnje noči, ne? Pa tudi, če je bilo potrebno, nisem, ne. Povej mi, prej so samo omenila, koga si zraven pripeljal, no? Se tudi poslušalci že poznajo imensko. Danes? Kar se benda tiče danes. Ja. Danes sem s sabo pripeljal pol ekipe prismojenih profesorjev bluza, to je na basu Miha Ribarič in Aleš Uhan na klaviaturah. Potem sem pa še pripeljal s sabo super kitarista Grega Crnkovič-Smola, to je sin od Crnkoviča, in pa na bobnih Boru Trampih. To je ta core ekipa, potem je pa še Leire Legarda Ventura, ki bo odpela vse te ženske vokale današnje. Slišali smo, da je bilo glasno in uspešno. Ja, absolutno. Če imaš živ band, mora biti neka glasnost, ne more biti to ful zdaj potihne. Viš, tu je zanimivo, recimo, da si ravno gre za nek pop v osnovi, ne? Ko se v živo igra, je dosti bolj rockerski, ne? Ja, zato ker je pač, veste kaj, boben daš težko potiho, ne, in boben moraš pol znati ful potih igrati, če pa boben saj nima neke glasnosti, pa nekako ne zaživi glasba, ne more, kaj ne rečem. Ja, v živo tudi pop je v bistvu kar, rekel, bi treba malo mlatiti, pa treba igrati, mora se slišati, da je živ inštrument, da nekaj od sebe, ne. Odločil si se izdati album, ne? Ja. Dal si besedo ljubezen v naslov, ne?
Ja, to je itak je ljubezen, ena taka tema, ki jo ponavljam že leta in leta, romantika, erotika, to je v bistvu to, malokrat sem angažiran, čeprav so kakšni komadi gor angažirani, ampak ta naslov ljubezen osvobaja se mi zdi dan današnji lahko vzameš v širši kontekst glede na to, kaj se po svetu dogaja. Jaz ne morem ustaviti vseh teh vojen, teh nemerov, ne morem ljudi, ki so agresivni narediti, da ne bojo, lahko pa povem svoje mnenje in to je, da starejši, ko sem, vedno bolj opažen, da dejansko ljubezen osvobaja. Ja, in ne, če tukaj vpletemo, ko si rekel, da sicer ne moreš ustaviti vojne, ampak Gandhi je dejal, ne, da če želiš spremembo, moraš začeti pri sebi. Ne? Ja. In če začnemo mi tukaj in zdaj in tako naprej. Ne? Ja. Res je. Začeti pri sebi, to pomeni, da, ampak to je dolga pot. Preden bo kdo unke, ki je polhan agresije, dojel, da je mogoče ni na pravi poti, ker misli, da ima on prav, je pač težko nekoga prepričati. Mislim, da so dejanja tista, ki najbolj učijo ostale ljudi. In zdaj, če pogledaš nazaj, ne bom dejal agresija, ampak bila je mladostna zagnanost, energija, Oder z Bigfoot mamo, jaz se spomnim še, ko ste igrali, napiše se leto v centru pri Stari Trti, se spomniš? Spomnim se. To je, mislim, da bi en izmed prvih takih major špilov, tudi v Mariboru z vaše strani, pa zdaj recimo, ko si malce več introspekcije, takrat je bil tudi sama muzika bolj autrospekcija, se pravi ženske, potovanja in te rečine, zdaj pa se ukvarjaš, tako se dejal, z okolico, z ljubeznijo, s pogledi nazaj, pogledi naprej. Ja, človek se z leti spreminja in nič ni narobe s tem. Jaz priznam, starejši sem, bolj mi pa še neka vrste to, kar delam, se pravi, ne bom rekel umerjena glasba, ki v bistvu ne nažiga tok, ki nima tok neke agresivnega zvoka. Ne. Bolj melodija me vedno privlači, pa dober groove me privlači, ukvarjam se veliko z vokalom svojim, ker je pač se moram. Drugače gledam na glasbo, včasih je bilo to napolno, zato ker si pač mlad si, takrat si poln, ne bom rekel testosteron, ampak dejansko si drugačen si, ko si mlad, kakor pa pol kasneje. Ne. In mislim, da je to super, da se pač spreminjamo. Ne. In najbrž si moral zbrati tisti pogum za vokal, ne? Nekaj časa si rabo, da si rekel, zdaj bom pa začel peti najbrž. Ne? To ti ni bilo tista prva izbira. Ne, jaz sem bil zmer zelo sem bil sam zadovoljen sabo, da sem bil nek vrste frontman iz ozadja, pa je Grega pel pri Bigfooti, kjer je on rojen frontman, pa je Guštin Polona je bila Polona, dejansko neke vrste frontman. In sem bil to vlogo čist zadovoljen, nisem imel želje vstopati naprej. Zdaj moram pa priznati, da se mi ne da na tak način ukvarjati več z vokalisti, da bom cel album delal za njih in pokuril v leto ali pa 2 leti, da bom napisal, pa se pa razideš po 2 letih in moraš spet nekaj novega, skratka nimam več energije za to in sem se v bistvu sam sebe postavil v to neko cono neobdobja in se borim s tem, da dejansko biti frontman ni lahko. Ne? Mislim, če nisi rojen biti frontman, težko se tega naučiš in zdaj jaz v bistvu to poskušam. In seveda, me pa driva, všeč mi je to, da ima spet nek draž, spet me neki driva, spet hočem nekaj narediti in to je zdaj rečemo s svojim vokalom in biti frontman, kot ni toliko problem pet, kakor je pa problem biti tista točka, ki povezuje band pa publiko. Ne. Res, ta nek ego trip, ki ga človek kot frontman mora imeti, ne, je kar potreben. Ne. Ja, to je tisto, nekakšno noževo rezilo, je pri frontmanih. Ta dober ego trip, pa včasih kakšen drugačen. Daj vas zdaj navezati, koncert v Križankah bo 19. septembra, tam boš sam pil, ampak povabil boš tudi preteklost na oder. Ne? Ja, preteklost bom absolutno povabil na oder. V bistvu bom tako povedal, vse te komade, ki jih ljudje, igral bom vse te komade, ki so rastli z mano in ki jih ljudje poznajo, ki jih scena, ki se je obeležila kot v sceni. Ne? Se pravi, Grega Skočer bo prvi odpet vse te legendarne hite od Bigfootov. Pride Tomi Meglič, zato ker imava z njim 1 na 1, tudi del mojega življenja, pride Polona Kasal iz Londona direktno samo za to priložnost in ona bo seveda pela vse te njene hite, ki jih ljudje poznamo. Lejre bo prišla odpet, ta komad iz Zeme, pa še Joker Out bojo prišli, ne glede na to, da jim ne pišem komade, lahko si rečem, da je to en del mojega življenja, ker je ten Chris igra moj sin in
dejansko sem očitno bil dober vzor, da so delali, da so nadaljevali, ali ko so začeli sploh v štartu to, kar delajo. Ne. Kar se samega izvedbe tiče, si izbral Križanke ali so Križanke izbrali tebe, recimo? Ne? V Ljubljani mislim, da če hočeš res nek perfekten špil narediti, mislim, da so Križanke kar edina stvar, kjer lahko pašeš za res en tak dogodek, ker imajo neko patino, dober zvok se da narediti. V središču Ljubljane je že, ko jih pogledaš, ko lepo iz kamna. Mislim, da smo kar izbrala en drugega. Ja, in september, ko se ljudje že vrnemo z dopusta, in ko morda tista večja vročina pade, je tudi prava relacija. Vse, točno to. Mislim, izbrali smo datum, da bo vsem čim lažje pride do tja, tako da vse vabim 19. septembra v Križanke, da praznujete z mano vse te komade, ki so mene in vas zaznamovali, vse te moje generacije in ne moje generacije, ki jih v bistvu poznajo, nekateri komadi so ratali že žim zeleni, rečemo Let severa, pa Črn tulipan, pa Nisem več s tabo, to igrajo zdaj že narodno zabavne ansambli. Tako da to vse bo tam se slišal v originalni izvedbi. Tako da bo šlo za večgeneracijski koncert vsekakor. Tako, presek mojega dela, hitov, ki jih ljudje poznajo, super bo res, jaz sem že kar živčen. Dobro, zdaj se bova privoščila glasbeni premor, potem pa se dotakneva še današnjega koncerta. Billie Eilish. Ja. Zelo raznolika sicer, ne? Pa zelo posebna. Ja, Billie Eilish, zelo sem bil presenečen, ko sem slišal ta komad Bad Guy. Neverjetno pop je, ampak je v bistvu neke vrste punk. Ne? In to meni ta kombinacija tega modernega zvoka in te neke notrne potrebe po kričanju. Vsi bejba ne kriči, ampak po revoltu se mi zdi blazno dobro tukaj ujeta v tem komadu. No, prisluhnimo in preverimo. Radio SI Main Stage. Tako danes na Main Stage Gušti, čez pol ure gre reč za res. Dejal si Moj drive, pa kako Modro sonce? Modro sonce, potem bo Nova romantika, ki bo Lere pela, pa spomnili se bomo Mine leto od Polone Kasal. In pa komad Siene, ki je pela Ema Gagro. Naredil sem 2011 izdal plato s Hrvatico Emo Gagro, to bomo slišali en komad. Potem bom pa zdaj pel Nova 20, ki je moj komad, ki sem ga v bistvu prvi komad, ki sem ga dejansko pel, ki je bil single. In pa končali bomo z Navaden občan, ker Gušti dejansko je tudi navaden občan. Navaden občan, ki ima svoje potrebe, prijatelje, se kdaj tudi pritožuje in je seveda tudi zadovoljen. Ne? Absolutno, vse te lastnosti imam dobre in slabe. Ne? Daj mi povej, zdaj vprašanje, na katerem slovenskem odru bi rad igral, te ne bom vprašal, ker si sam povedal, da so Križanke tist, ko neka nagrada, ne, da si privoščiš. Kaj pa recimo v tujini, v preteklosti, ko ste bili ali z Bigfoot ali pa zdaj, kjer je tist venue, ki bi te recimo potegnil? Ne rabi biti to velik stadion, kaj te potegne, kje najraje, kje bi še nastopil, pa še nisi recimo, ne? Jaz nisem igral veliko ven iz Slovenije, lahko pa povem to, da ne bom zdaj lezel v rit Mariborčan, ampak v Mariboru, kadarkoli prideš, ne, če ti iskreno daš, ti publika res iskreno vrne in to takoj dobiš feedback. Ja. Štajerska, Maribor, moram reči, da je Ljubljani, moraš dlje časa mehčati to, da dobiš nek feedback, to dejansko drži, to ti lahko jaz povem. Tako da jaz v Mariboru zelo rad igram zmer in nastopam rad v Mariboru, ker je publika. Če daš iskreno nazaj dobiš. Ja. In to v bistvu, publika je v bistvu tista, ki meni da tisti venue, ki mi je, ne glede na to, kje sem, je publika tista, ki mi sama pokaže v gledalo, a sem cool ali nisem, cool sem itak, ampak a delam v redu in delam ne v redu, razumeš? A dajem vse od sebe ali ne dajem? Ja, to je bilo zanimivo, ne? Vi ste v 90-ih bili ljubljanski band, ki ste prišli na Piše se leto, in je folk z zelenim pirom v roki poslušal ljubljanski band in so bili cool. Kot se da ni bilo v redu, ne? No, potem so se reči sprostile in so začeli ljubljanski band poslušati z rdečim pirom, ne? In se je vse poklopilo, ne? Tudi v naših krajih. No, tega nisem nikoli tako gledal, ampak veseli me, da je to tako, ne? Ker ljubezen in muzika osvobaja očitno, ne? Ja. Dobro, hvala za ta pogovor, povedala smo več ali manj vse. Album se seveda dobi tako digitalno kot sicer, ali kako? V petek jutri izide, lahko digitalno in v hard obliki lahko pač pokličete ali pa tipkate na Nika Records, tam se dobi moj album, na spletnih platformah bo pa jutri posod.
Tako da uspešen koncert danes, želim uspešno promocijo albuma in seveda se vidimo v Križankah. Hvala lepa, še enkrat povabljeni v Križanke. Radio SI Main Stage.